Kolega Golec se je kot zgodovinar dlje časa ukvarjal in v številnih edicijah objavil vrsto primarnih virov z področja uradovalne slovenike, starejših priseg v slovenščini, najstarejših oporok in podobnega juridično veljavnega kompetentnega gradiva. In vrsto teh publikacij smo skupaj objavili, torej naša dva inštituta, njihov inštitut za Milka Kosa, za Zgodovinski inštitut Milka Kosa in Inštitut za slovensko literaturo, kot naše skupne elektronske edicije. In tudi ta je ena od njih. Zato je ne morete videti v fizični obliki, zlahka jo pa najdete, če poklikate po straneh založbe ZRC ali Zgodovinskega inštituta. Kaj je posebnost te knjige? To, da je v njej kolega Boris Golec prepisal v celoti, skratka v celovito s prepisom predstavil najobsežnejšo oklicno knjigo v slovenskem jeziku iz baročne dobe, približno iz sredine 18. stoletja. Zelo zanimiv vir, ki vsebuje več kot 2000 oklicev, to se pravi naznanil poroke, poročnih namenov, in je o tem zapisal tole. Slovensko pisane oklicne knjige so v pregledih starejših slovenskih uradovalnih dokumentov dolgo ostale prezrte, ker so ohranjeni primerki, se pojavijo razmeroma pozno in so bili za zgodovinarje dolgo časa manj zanimivi. Najstarejša samostojna oklicna knjiga v slovenščini je nastajala med letoma 1737 in 1759 pri stolni župniji svetega Nikolaja v Ljubljani in vsebuje 2319 oklicev. V pričujoči monografiji je v celoti objavljena ta knjiga v diplomatičnem prepisu. Kolega Golec jo je skrbno opremil z raznimi kazali, s kazalom stanovskih, poklicnih, sorodstvenih poimenovanj. To je zelo veliko bogastvo te monografije. Potem posebno poglavje, posebno kazalo prikazuje zelo številne toponime, ko so se razni ljudje priselili v Ljubljano in se v Ljubljani na primer poročili, je tam naveden izvor, od kod prihajajo. In potem imen ljubljanskih mikrolokacij. Za vsakega ženina in nevesto je navedeno, kje sta doslej živela. To knjigo je pisalo 8 različnih rok in tako dalje. Po utečenem vzorcu, na začetku vedno datum. Ženin je vedno zapisan z imenom, priimkom, stan, ali je bil samski ali vdovec, poklic, mojster ali pomočnik, pri kom je bil v službi, očetovo ime in tako dalje. Pri neljubljančanih geografski izvor, morebitno prebivališče v Ljubljani, prej, sedaj. Pri nevestah podobno, poleg imena in stanu praviloma navedeno očetovo ime, oziroma ali gre za vdovo, ime prejšnjega moža, pogosto njegov poklic, status, pri neljubljančankah geografski izvor in tako dalje. Navedba, pri kom je v službi, prav tako pri ženinu, kje stanuje ali je do nedavnega stanoval. In eden od takih zanimivih vpisov, da si ugledamo en konkreten primer, je oklic staršev barona Žige Zoisa. Oklic je bil prebran z prižnice ljubljanske stolnice 28. januarja 1747 in se glasi: Žlahtni gospod Mihael Angelus Zois von Edelstein, udovc na bregu iz stanovanjem, tamle dol v palači, vzame dobro rojeno, gnadljivo gospodično Johano Katarino, gnadljivega gospoda Sigismunda Kapus von Pichelstein, zakonsko gospodično hčer na bregu, prav tako iz stanovanja. No, in pri 2000 in toliko vpisih si predstavljamo, da se tukaj nabere množica takih mikrolokacij, antroponimov, toponimov, različnih poklicnih poimenovanj in vsega tega, kar je Boris skrbno razporedil v zanimiva in zelo informativna kazala. Knjiga, da sklenem, je pomemben dokument časa,
nudi zapis govorjene, široki javnosti namenjene besede, ki jo je bilo moč slišati iz prižnice Ljubljanske cerkve in je morala biti Ljubljanske stolnice in je morala biti vsakomur zanimiva. Odlikujejo bogata bera tedanje slovenske mestne toponimike, antroponimike, socialna strukturiranost, izražena v vseh izpričanih odtenkih naslavljanj in poimenovanj. Uporabna vrednost te ljubljanske knjige je tem večja, ker obravnava mestno okolje, spisano v paleto njegovih stanovskih in poklicnih oznak. Veselo branje ljubljanskih oklicev.